Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni, ljubitelice in ljubitelji beletrine. Klasične beletrine, klasičnega branja, klasičnega romana. Tako imam navado začeti te naše prijetne pogovore. Danes pred vami odpiramo roman čisto svež iz tiskarne in iz škatle. Roman z naslovom Mefisto, ki je nemškega pisatelja Klausa Manna ponesel v literarni kanon evropske književnosti, svetovne književnosti 20. stoletja. Roman je prevedel Lado Kralj, spremno besedo pa je prispevala profesorica doktorica Vanessa Matajc, ki je danes tukaj z nami in zelo sem vesela, da se bomo pogovarjali. Vanessa je komparativistka, ukvarja se torej z literaturo in je profesorica na Filozofski fakulteti, kjer se včasih tudi srečava, pa kakšno rečeva. Pozdravljeni, Vanessa, oziroma pozdravljena. Pozdravljena, Blažka. Hvala za tale pogovor. Zelo me veseli, da se bom lahko s tabo pogovarjala o temu fenomenu, temu romanu, ki je še danes aktualen. Ali pa vedno znova. Ja, o tem te bom zagotovo povprašala, kakšen pomen ima še danes, ampak začnimo najprej pri tej zmedi, ki se nekoliko ustvari z imeni, vsaj pri nas, ki nismo najbolj poučeni o nemški književnosti, oziroma smo toliko, kolikor je zahtevala gimnazija. Thomas Mann, Klaus Mann, v kakšnem razmerju sta ta dva Manna, ta dva pisatelja? Saj, Thomas Mann je oče družine, ki je med drugimi ustvarila tudi 3 potomce literarne ustvarjalce in ustvarjalke, pravzaprav 2 literarna in enega zgodovinarja. 2 literarna sta Erika Mann, prvorojenka, in Klaus Mann, njen brat. Včasih so ju poimenovali celo dvojčka Mann, ker sta ogromno delala skupaj na literarnem oziroma gledališkem odru. Imela sta kabaret tudi, ne? Imela sta kabaret. Kabaret se je imenoval Mlinček za poper in ta kabaret je svaril pred nacizmom, pred tem, kar prinaša nacizem, ampak seveda začela sta v rodnem Münchnu, kjer se je dogajalo marsikaj v bistvu precej usodno napovednega za usodo Nemčije in Evrope, od socialistične revolucije do seveda vzpona nacizma v teh münchenskih, bavarskih pivnicah s Hitlerjevimi začetnimi govori. Mlinček za poper se je moral, potem ko je bil v Münchnu prepovedan, preseliti v Zürich, v Švico, kjer so Mannovi tudi imeli neko bivališče. Od tam, ko so Švicarji dobili namig iz že nacistične Nemčije, da ta stvar absolutno ni zaželena, ker Nemčija postavlja v slabo luč, sta se morala dvojčka Mann, se pravi Erik in kabaret, izvajan s pomočjo brata Klausa, preseliti na Češko-Slovaško, tedanjo Češko-Slovaško, kjer so bili kritiki sprva navdušeni, potem pa so se morali tudi oni umakniti in skupaj z njimi tudi ta kabaret. Je pa ta kabaret direkten napovednik. Nekaj bi poskušala pocitirati, po naključju sem našla celo to besedilo, samo moram škiliti v plonk listek. Ja, zdaj tudi škilim. In prosto prevajam. Ker on želi, mu podarimo moč. Ker on želi, se dan spremeni v noč. Ker on želi, se slabo imenuje dobro, ker on želi, svet po krvi zasmrdi. Zelo prost prevod. Prost prevod, odličen, ne? Vse se rima. Zelo dramatično povedano. Vanessa, kdo je ta on? On, to se nanaša seveda na diktatorja oziroma na tistega, ki se je vzpenjal proti diktatorskemu mestu, in to je Hitler, kot Führer, kot vodja nacizirane nemške države v
na koncu prvega meseca usodnega leta 1933. Omenila si kri, ne? Vonj krvi. In tudi jaz imam takšen citat iz zelo pozornega branja te knjige. Namreč Klaus Mann, avtor Mefista, takole zapiše: Okrog gostov so se širili celi oblaki umetnih dišav, kot da bi hoteli potlačiti neki drug vonj, priskutni in sladkobni smrad krvi. Ta jim je bil sicer ljub in cela dežela ga je bila polna. Torej, to je ta zgodovinski kontekst, o katerem pripoveduješ. Zgodovinski kontekst tega romana. Zgodovinski kontekst je zelo, zelo pester, ampak kot da se vse zgrinja v eno samo točko preloma. Kot to v bistvu imenuje tudi Klaus Mann, s tem naslovi svojo drugo avtobiografijo, ki je izšla že v angleškem jeziku v ameriškem eksilu. Tako kot je predtem roman Mefisto moral iziti v amsterdamskem eksilu leta 1936, kajti Klaus Mann ni bil več zaželena oseba oziroma je moral najbrž že za življenje bežati, tako kot mnogi drugi pisatelji in pisateljice, kulturniki, kulturnice. In to so bili ljudje, to so bile osebnosti, ki so jih državljani in državljanke Nemčije dobro poznali, ki so jih spremljali na kulturni sceni, ki so jih brali v časopisih, in kljub temu njihovi pozivi ali strah, napovedi, kaj se bo zgodilo, če se bo to nadaljevalo, v ljudeh očitno niso našli odziva. In prišlo je do tega, da so morali naposled bežati za življenje. Zgodovinski kontekst je pravzaprav res zelo, zelo razvejan. Od pogleda na že Sovjetsko Rusijo, se pravi Sovjetsko zvezo po oktobrski revoluciji, ki je nudila en model za preseganje kritičnega stanja v nemški državi, po prvi svetovni vojni, po razsulu, po lakoti, po uničenih eksistencah po vojni, uničenih družinah. Ravno tako je na sceno stopala, kot sem prej rekla, ideologija nacionalsocializma in si ravno tako prizadevala pridobiti oblast. In očitno je ta nagovarjala intenzivneje. Vse to se je dogajalo v politično-zgodovinskem kontekstu mlade Weimarske republike. Nemčija dolgo ni bila parlamentarna demokracija, po prvi svetovni vojni je to postala, ampak ta mlada Weimarska republika se preprosto ni znašla, ni znala ravnati s tem opustošenjem po vojni, z gospodarsko krizo, z inflacijo, ki je prizadela mnoge ljudi. O tem recimo piše tudi kolega Klausa Manna, Erich Kästner v romanu Fabian, ki ga vse prevečkrat pozabljamo. Roman je izšel leta 1931 in v knjižnicah ga bomo mogoče še našli v slovenskem prevodu. Ni pa odveč, če ga ponovno preberemo, tako kot tudi roman Alfreda Döblina, Berlin-Alexanderplatz. To je ta Erich Kästner, ki je napisal tudi nekaj zelo lepih otroških knjig, potem ga najbolj poznamo, ampak bil je pa tudi sijajen satirik in tudi on je pisal satirične songe za kabare, za te slavne berlinske kabareje, kjer sta ustvarjala na sceni tudi Erika in Klaus Mann. Vanessa, Hendrik Höllger, pa tudi ustvarja v gledališču. In podnaslov tega romana je roman o karieri. To je povezano s tem človekom, ki je igralec, in on sam zase reče recimo takole: ko sem bil še čisto mlad, je veselo kričal Hendrik Höllger, sem znal biti fantastično star. Kakšen lik je ta Hendrik, zakaj roman o karieri, kako se on znajde, kako plava, vem, da oportunistično v teh razburkanih, groznih časih, vonja po krvi. Dobesedno plava v vonju po krvi in ga sam širi. Sam kot Mefisto, kot tista sila,
ki človeka nagovarja s skušnjavami, ampak hkrati je Hendrik Höfgen tudi sam tisti, ki se vdaja skušnjavi. Se pravi, je Mefisto in hkrati žrtev Mefista, zdaj če malo karikiram, Mefista kot te sile zla. In ministrski predsednik, tako je ta oseba označena v romanu, dejansko pa gre za Hermana Göringa, ljubitelja opere in gledališča, se pravi te tudi nemške glasbe, ki je bila takrat dojemana kot nekaj ključnega v nemški kulturi. Göring ga imenuje tudi, poleg tega, da ga imenuje naš Mefisto, ga opredeli tudi kot šaljivca. In šaljivi kljukec se pojavi tudi recimo v Goethejevi predromantični drami Faust, kjer pa je na začetku drame v predigri prikazano, kako se gledališki direktor in šaljivi kljukec in pesnik odločajo, kaj in kako bodo uprizorili, kakšen spektakel pričakuje občinstvo, da ga bo ta spektakel zadovoljil v njegovih pričakovanjih. In tak spektakel ustvarja Hendrik Höfgen, igralec, karierist, umetnik, vse to, ampak Klaus Mann ga označi kot značaj brez značaja. Kot nekaj, kar je v sebi prazno. In tu smo pa pri vprašanju posameznikove moralne in siceršnje odgovornosti za soljudi. Čeprav jaz bi rekla, da v določenih trenutkih, recimo, v njem zakljuva vest. Da on ve, da napak ravna, da je oportunist in da ravna, napak, kaj naj rečem, ko zavrže svojo prvo ženo, ko zavrže ljubico, ko se tako vdinja temu ministrskemu predsedniku, ampak majčkam pa v njem zakljuva. Čisto vse podreja svoji karieri, kar pa v njem zakljuva, je skrito v njem samem. Tega nikdar ne pokaže, vedno nosi masko. Ja, zato imamo masko celo tudi na sam pred naslovnici. sabo. Masko imamo tudi na naslovnici, ki mene v resnici spominja na igralca v filmu Ištvana Saba, Mefisto, na Klausa Marija Brandauerja. Tako da, ja, ta maska tudi tule na naslovnici se mi zdi nekako dvojna. Tale temna lisa je tisto, kar si rekla, da zakljuva v njem od časa do časa, ampak prikrito in samo v njem. Ko pomisli, da je s svojim ravnanjem najbrž zakrivil smrt nekega malega človeka, nacista, ampak celo do njega ima Klaus Mann po moje več sočutja kot do Hendrika Höfgena, ki je vse podredil svoji karieri, sebi samemu, svoji želji po slavi, po gospodstvu nad drugimi. Malce ga zakljuva vest in še posebej v sklepnem prizoru, ko se tudi ustraši za svojo eksistenco. Ob pripovedi o smrti komunista, oba, nacist in komunist v obeh romanih, sta verjela v to, kar sta zagovarjala, kar sta udejanjala svojo akcijo in zato plačala z življenjem. Osupljivo, Hendrik Höfgen pa ne plača. On je karierist. Ampak on ne verjame, on je preprosto karierist. On je preprosto karierist, ki mu je vseeno, kako se giblje družba, kakšna so medčloveška razmerja, hoče samo gospodovati s svojo umetnostjo, s svojim genijem. Tudi fenomen genija je nekaj, kar se vleče, stopnjuje pomen skozi nemško kulturo in filozofijo. In
kot da je opravičilo za vse in za vsakršno ravnanje, kar pa, kot Klaus Mann to označi v svojem avtobiografskem pisanju, pomeni direktno pot v atavistični iracionalizem. Odvrženje vsega racionalnega, odvrženje vseh racionalnih razsvetljenskih projektov, ki ustvarijo moderne evropske družbe. Tudi njegov oče, Klausov oče, Thomas Mann, je ves čas premišljeval, kaj pravzaprav, kako se je lahko to zgodilo, in prikazoval posledice tega razkrajanja razsvetljenske racionalistične dediščine in tudi humanizma, želje po ustvarjanju človekovih pogojev, ki bi bili dobri za vsakogar, ki jih lahko ustvari človek s svojo racionalno presojo, kako naj funkcionira družba. In potem je vse šlo v to, kar nemško zgodovinopisno publiciranje imenuje točka nič. Se pravi, razrušenje, katastrofa. To, v kar gleda Klaus Mann, ko se z zavezniškimi enotami vrne iz ameriškega eksila v povojno Nemčijo, tik povojno Nemčijo, ruševine, trupla, ostanki krematorijev, dobesedno točka nič. Nekateri pisateljice so ostali v Nemčiji, kljub vsemu v tako imenovani notranji emigraciji. Nekateri so, kot sem prej rekla, bežali tudi za življenje, kajti najprej so gorele knjige, dobesedno, potem so goreli ljudje v nacističnem režimu, ki je popolnoma izničil vrednost posameznika. Se pravi, še en in to najbrž dokončni udarec tej razsvetljensko prepojeni racionalni modernosti. Ker je vendarle človek bil v nekem središču vsega. Posameznika si omenila in morda čisto na koncu še te prosim, da še malce razmisliš skupaj z nami o tem. Zdaj se govori, da živimo zmeraj v bolj individualiziranem svetu in da nas tudi to nekoliko peha v pogubo. V svoji spremni besedi pa si zapisala: Klaus Mann je iskal rešitev v novem povezovanju posameznika s skupnostjo, a ne za ceno njegovega izbrisa. Ta misel se mi zdi čudovita, recimo za konec. Kako bi jo pokomentirala? Pogoj za to, da posameznik funkcionira, posameznica funkcionira kot individuum, je sprejemanje odgovornosti za to svojo individualnost in ravnanje iz nje. In v romanu Klausa Manna, romanu s ključem pravzaprav, pa tudi časovnem romanu Časa, je to prikazano bistveno kot moralna odgovornost za soljudi. Kje so moje meje? Kje si moram postaviti meje svoje svobode, svoje želje po moči, po več spoznanja, po več dobrin zaradi mene. Tudi zato je šlo, ne, pri Hegelju? Tudi zato je šlo. Kje so meje moje svobode, da ne uničujem drugih? In ta moralna odgovornost posameznika je tisto, zaradi česar je Hendrik Höfgen v romanu Mefisto značaj brez značaja. Je umetnik, tega mu nihče ne odreka, ampak ves čas se prostituira za svojo kariero, se pravi, izgublja svojo individualnost ravno s tem, ko jo podreja temu morilskemu spektaklu, v katerem sam sodeluje. Odgovornost posameznika, posameznice za soljudi je pa nekaj, kar danes ni nič manj aktualno, kot je bilo takrat. Takrat seveda v radikalnih razmerah prikazano in doživljeno. Danes pa dobro bi bilo, da ne bi napredovali proti kakšnemu novemu letu 33. Hvala lepa, Vanessa. Fantastično te je bilo poslušati.
Hvala za perfektno postavljena vprašanja, ki so mi omogočila, da ponovno premislim o temle romanu. Jaz ga bom pa ponovno prebrala, ker je nagovarja in je res delo, ki ga je treba prebrati, tako kot si že začela ta pogovor, nekaj, kar je aktualno še dan danes. Torej, drage bralke in bralci, vabimo vas k Mefistu, k Klausu Mannu in k dobremu branju. Hvala lepa. Beletrina v živo.